Lep pozdrav še z komentatorskega mesta. Zopet deževnih Stožicah, ne vem kaj je s temi nedeljami in zahladitvami in dežjem, toda tudi danes bodo to igralne razmere na osrednjem slovenskem stadionu. Zato sploh ni izključeno, da bi danes videli kakšno zelo atraktivno tekmo. Olimpija je takšne predstave že pokazala, no, in tudi odpira tekmo s strelom. Tijanič lepo se je znašel ob črti, podaja proti Majcnu. Majcen ve, da tule iz ozadja naprej dirja Rogel. Tu je bilo jasno, da če dobi ta duel s Štiklecem, se tule znajo zgoditi dobre stvari za Kranjčane. Gol v 24. minuti je Triglav povedel v Stožicah in kdo drug kot kapetan Luka Majcen. Živi zid postavljen, rok Kronaveter pripravljen, toda nastreljal je Živi zid poskus tudi Putinčanina in gol! Skozi gnečo Olimpija v 32. minuti prihaja do izenačenja. Marko Putinčanin je izkoristil odpadek, kot temu pravimo. Blizu kazenskega prostora, Čekiči, nim komu podati, to je zdaj priložnost za Kronavetra, še vedno se išče prostor. To je bil prekrasen udarec Roka Kronavetra. Še vedno Olimpija prek Tomiča, tam Suljić čaka na žogo. Suljić podaja, z glavo strelja Maksimenko in Olimpijo pelje v vodstvo. V 44. minuti se je Ljubljančanom še enkrat splačalo res neprekinjeno obleganje Triglavovih vrat. Matić v skoku uspešnejši od Kadriča. Suljić proti Kadriču. Kadrič za hrbtom je imel Kriezija, ni ga opazil, zato pa Endri Čekiči zabija za tretji gol Olimpije na današnji tekmi, zanj pa drugi v svojem petem nastopu. No, z nekaj sreče Ljubljančani ostajajo v tem napadu, pa Čekiči, poskus podaje proti Kronavetru, krasen zadetek. Lepo so zdaj Ljubljančani izigrali kranjsko obrambo in v 87. minuti povedli že s 4-1, kar pomeni, da je ta tekma zdaj tudi uradno končana, kar se tiče vprašanja zmagovalca. Tijanič podaja v kazenski prostor in gol za 4-2, strelec pa Žurga. 6. zadetek Toma Žurge v letošnji sezoni. Pa seveda to se zmeri dogaja. Enostavno mi si želimo napadati, zmagovati in normalno, če naredimo napako, nas kaznuje, ampak ne glede, fante so danes odigrali korektno in zaslužena je zmaga. Pa dobro, jaz sem rekel že pred tekmo, da dobesedno nismo se prišli braniti. Če želiš na tekmi osvojiti kakšno piko, moraš kaj narediti, moraš biti malo drzek, moraš biti malo v bistvu v nek riziko iti. Zato smo tudi mogoče smo malo naivno tudi gole dobili, drugi gol v 44. minuti, drugače pa v redu. Fantje so pokazali, da želimo, da hočemo igrati, da naredimo nekaj, da naredimo in za nas je vsaka pika pomembna. Tako da to je tekma že za nami, naslednja tekma proti Celju.